Ne zdaj si to. Kam jo zdaj našla to ledino mojo? Včeraj smo delali maturo. Avto mi dal na časa. Ja, jaz nisem razumel nič, konto nisem niti Pa poklical profesorico, pa so še malo nekaj pišli. Kako se to ne spomnim? Ne razumem. Tako ne bo pol resno, veš. A kontaš. In pol prideš na biologijo. Gra, Vse pogledaj. Eja, si good? Rabiš kaj helpa? Kaj vidva govorita? Sploh va ne razumem. Čak, kaj, sta z ledine? Kjer zegn. Cara, sti kaj konto, kaj ona govorila. Čist ne, stari. Po kontu sem sam, da je rekla ledina. Maybe je total osred lojke. Te mogoče pelva k nam, pa bo fiksno dol vest prek ona govori. Ledina? Ledina? Ja, ledina, ja. Kaj veta, ki je? Ledina, ja. Ledina, ja, ledina. Ledina. Dober dan, spoštovana publika, dragi devetošolci, njihovi starši in tudi vsi ostali, ki ste se danes odločili priti na informativni dan naše šole. Dobrodošli na Ledini. Danes bova z vami Ira in Kolja. Kolja in Ira in pospremila vas bova čez začetni del informativnega. Zdravo, kaj sem že ful zamudila? Kam pa dala si več prostora? Ma ja, pa profesorja tudi ne morava kar ven vrst. A pa, deklica, kar pridi. Ja? Očitno enega profesora ne bo pa kar pet. Ok, hvala. Dej, rezerviramo tome. Super. Let's go. Koliko sem pa že zamudila? O ne, nič, brez skrbi. Ok, vaj, saj razumem, ker to teh Ljubljančanov zunaj čest nič. Brez skrbi, veš, takole pri nas. Ledinci smo zelo pisana druščina. Na začetku morda ne govorimo vsi istega jezika, a se slejko prej vsi razumemo med seboj. Mi dijaki in profesori, pa tudi mi vsi skupaj z ravnateljem. Ja, in ko smo že pri ravnatelju, tudi on bo danes z nami. Takole bomo naredili. V prvem delu vam bomo šolo predstavili mi, ker smo itak bolj zabavni, a ne? V drugem delu vam bo šolo predstavil gospod ravnatelj, kasneje pa vas vabimo na ogled vseh kotičkov naše šole. Ja, Ira, ampak kako bi mi 2 leta sploh predstavila našo šolo? A veš, in predvsem v katerem jeziku? Ker tako, vedno bolj, ko gledam po tej dvorani, ne, vedno bolj se mi zdi, da ne govorimo vsi istega jezika. Naprimer, mi mladi, ne, verjetno ne bi toliko knjižno, pa pol malo manj mladi, ne, pa pol oni dolenci tam zadaj, pa oni iz Tuhinjske doline tam, pa ti tam mestni. Ja, mi dva sicer obvladava marsikaj, a ne? Se reče, da nama jezik teče kar namazan. Ali pa da kar naprej vrtiva jezik. Ja, ali pa da smo brez dlake na jeziku. Ja, govoriva očitno res veliko, ampak poveva pa malo, ne. Mislim, da so oni danes prišli zato, da v Ledini kaj zvejo. Po mojem se ne bi toliko fokusirala na to, kako jim to povedati. Ja, promaš. Kaj pa, če bi v resnici dala priložnost še drugim jezikom na naši šoli? Tako, da spoznate, katerih jezikov se lahko pri nas naučite, pa kako vam lahko pridejo prav, poklicno ali pa privat. Ja, jaz na primer sem si vedno predstavljal, da se bom učil francosko. Da bom lahko zapeljal v tisto Nino iz Tretjega, ta luštno, veš. Ja, itak da si. In? Ja, ni mi šlo lih najboljš. Salut Nina, je t'aime bien. Tu vas aller au cinéma avec ou m'asseoir? Salut Nina. La façon dont elle parle français, c'est Salut Nina. incroyable. Oui, je veux parler comme ça un jour. Bah, t'inquiète pas, on y arrivera. Salut Nina. Elle est notre... Salut Nina, je t'aime bien. Tu vas aller au cinéma
avec m'asseoir. Ah, oui, bien sûr. Mais quand tu parleras français, quand tu le fais, je t'accompagnerai jusqu'au bout du monde. O, Kolja, pa sej bo šlo, no. A zdaj znaš francosko? Ah, ne gre mi, obupal sem. Ampak potem sem se raje odločil, da se začnem učiti špansko. Ker ipak bi rad enkrat zaigral za kakšen futbol klub, ne? Tako kot naš golman. No, v glavnem, jaz sem pol začel trenirati futbol in na začetku mi je šlo kar dobro. Sam pol pa... ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Muy rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! 3, 4, 5. ¡Vamos, Colla, vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos! Ja, vidim, jaz sploh te ne bom vprašala, če se še uči špansko. Ne, rajš ne. Kaj pa ti kaj? Ja, jaz pa zdaj, no, najprej sem se upisala na nemščino, ne. Ker pač so mi doma rekli, da je to jezik znanosti, pa visoko stoječih podjetij, v glavnem, da je tam denar, so rekla, ne. In itak se temu nisem upirala. No, in tako se je vse začelo. Dobila sem priložnost za izmenjavo na nekem nemškem kemijskem inštitutu, pa sem šla, ne. Sam ni jih najbolj končal. Hallo Ira, Hallo. wie geht's? Ja, ja. Bist du okay? Ja, ja, ja. Okay. Hast du mir alles verstehen? Ja, ja. Wirklich? Alles? Ja, ja. Okay, bist du eine Affe? Ja, Ira? ja, ja. Okay, Mann, ist Deutsch wirklich so schwierig. Okay, Ira, let's get los. Ja? Ja. Okay. Ah. Du musst das öffnen. Ja? Ja? Öffnen das. Ah ja, ah. Ja? Ja. Ja. A si še črna kaj? Da nehi, no. A si imel ti pol še kakšno fino idejo? Ja, pol dolg časa nič ne. Pol sem pa razmišljal, da bi šel tako daleč stran. Ampak res tako ful daleč. In pol dobim idejo, da grem jaz v Rusijo, veš. Tako, da v meni poročevalec iz tujine, nič kaj tacga, en sam turizem. Mal snemaš, ne, pa vse ti plačajo, pa ruščina itak čist easy. A veš, slovanski jezik, pol itak že znaš, pa jezik literature sveta. Edini jezik, s katerim lahko opišeš te neskončne, snežne, širjave ali nekaj tacga, pa mir. Wow. No, v glavnem, potem sem šel v Rusijo, da začutim vso to strast, vso to rusko strast. Ja, in... Ja. No, a vidiš, ne gre, enostavno ne gre. Kaj pa ti? Ja, jaz vsaj za razliko od tebe vem, da nočem, da me zebe. In sem šla na jug Italije. Pa se veš, kako imam rada Italijo.
to morje, pa sonce, pa hrana. No, v glavnem. In se začnem jaz na ledini učiti italijansko. Ne? In najprej gre tako, bravissima, je rekla profesorica. In pa se jaz samozavestno upišem na tečaj kuhanja v Italiji. In skozi začne s takimi bolj preprostimi stvarmi, ne? Testenine pa to, pa greš na bolj kompleksne, gelato, tiramisu, vse to. No, v glavnem. In začnemo mi s testeninami, ne? Pa naj ti sam povem, da ni toliko enostavno, kakor zgleda. Lo facciamo una salsa. Ah, che bel pomidoro. V glavnem, ja, tukaj se je vse skupaj tudi končalo. Ne, ampak to ne gre res več nikamor. In kaj nama so še preostane? Angleško itak že znava. Ma ja, pa bojo spet vsi rekli, ta mladina, sam še angleško. Sej, da ne bom narobe razumljen. Jaz sem probal razumeti tudi slovensko na ledini, ampak se mi vedno bolj zdi, da tudi tega ne razumem. No, pa bova zdaj še sinus drugega kota, ne? Pa sinus. A veš, radicijske ne uporabimo. A ti si ne boš nas zapisal? Ne. Kolja, a si ti v redu? Ne, nisem. Dosti imam te šole. Jaz te čisto razumem. Mogoče ne govorimo vedno istega jezika, ampak tukaj se pa razumeva. To ledinci znamo. Vse bo v redu. No, a vidiš, ne gre knjižno, ne gre ljubljansko, kaj sploh še ostane? Pa jaz pa lahko naučim mariborsko. Ali pa jaz pa dalensko. Pa po koroško tudi lahko, ali? Ne, Meni se to zdi še težji. oj. Lepo pozdravljene, drage bodoče ledinke, drage učiteljice slovenščine, spoštovane mamice in vsi drugi v dvorani. Pozdrav tudi vama, Ira in Kolja. Morda me poznata, bolj verjetno pa da ne. Zagotovo pa me kot obraz televizije poznata vajini babici. Za vse, ki se sprašujete, kdo sem, magister Baltič, prihajam z Inštituta za kvantno jezikoslovje, nekateri mi rečejo tudi mojster slovenske besede. Naj priznam, da sem tudi sam nekdanji ledinec. Je pa od mojih gimnazijskih let minilo že kar nekaj desetletij. In takrat nismo imeli pametnih telefonov. Niti interneta še nismo imeli. Pri predmetu informatika smo denimo uporabljali zvezek in svinčnik. Tudi sošolk in sošolcev, ki bi jim bilo ime Ira, Kolja, Tim, Kiara, nismo imeli. Smo pa imeli Tomaže, Andraže, Andreje, Špele in podobno. Če se malo dotaknem stanja jezika v tistem času, naj se pohvalim, v mojih gimnazijskih letih smo dali mladi nov pomen besedi model in hkrati popularizirali frazo kaj dogaja. Ja, jaz sem na ledino hodil še v prejšnjem stoletju. A zob časa ni načel mojih spominov na to imenitno šolo. Še vedno se dobro spomnim svojega informativnega dne. Na to, da sem izbral ledino za svojo šolo, je še najbolj vplivalo dejstvo, da se mi je pot od avtobusne postaje na tržnici preko Zmajskega mostu do šolskih vrat zdela prijetna, slikovita, ne predolga in ne prekratka. To je bil moj kriterij. Tako kot vi, sem prišel na informativni dan po informacije. Dobil sem jih, a ko pogledam za nazaj, bi rekel, da je pri informativnem dnevu bolj pomemben tisti del besede, ki pride za prvim zlogom. Formativni dan. Dan, ko se odločiš, v kakšnem šolskem okolju se boš formiral v mlado odraslo osebo, in ko rečem šolsko okolje, ne mislim samo na šolsko profesorsko reprezentanco, ki vas bo peljala skozi usvajanje novih znanj, temveč tudi na sošolce in sošolke, s katerimi boste skupaj drgnili klopi, šolski arhitekturni labirint, v katerem boste iskali prostor zase, šolski okoliš, ki je v mojih dneh neizogibno vključeval tudi sosednji Ledina center,
kjer smo preživljali uradne in neuradne proste ure. Seveda se bom dotaknil tudi besede ledina. Če pogledate v slovar, lahko preberete, da je ledina neobdelan kos zemlje, kar nosi velik simbolni pomen. Ledina v naravi je neobdelana, zelena, malce divja, neukročena, ampak ne zato, da bi taka tudi ostala. To je zemlja, ki ima potencial. Potencial, da se razvije v polje, ki bo v prihodnosti znalo bogato obroditi. Ko se spomnim sebe, ko sem tako kot danes vi sedel na informativnem dnevu, nisem bil skoraj nič drugega kot goli potencial. Jaz, tedaj šele bodoči ledinec na ledini, danes pa nekdanji ledinec na televiziji in gledaliških odrih. Beseda ledina v svojem korenu nosi tudi besedico led, ki pa ga ne gre razumeti kot neko prispodobo za hladne ali celo ledene odnose, ki naj bi vam na tej šoli grozili. Ne! Led ima tukaj drugo vlogo. Gre za led, ki ga boste s svojimi mladimi glavami morali prebiti na poti do vseh tistih znanj, ki bodo vaša vstopnica v svet velikih. Seveda gimnazija Ledina ni edina gimnazija, ki jo lahko izberete. Je pa to edina gimnazija, ki besedico edina vsebuje v svojem imenu. Iz tega bomo izpeljali tudi našo novo besedo tedna. Ledinost. Ledinost pomeni povezovanje in gradnjo novih odnosov v duhu sodelovanja in mladostne radovednosti na poti do znanja, izkušenj in razvijanja lastnih potencialov. Malce komplicirano, gre za to, da ni pomembno, od kod je kdo, kar šteje na ledini, je, da delujemo povezovalno. Naš največji pesnik, tu je, če bi bil še živ in bi mu bilo dano, da vas nagovori na današnjem informativnem dnevu, bi verjetno dejal: ledinost, sreča, sprava, vsi naj si v roke sežejo. Čakajte, Ira in Kolja, nista vidva tega rekla Piji na začetku? Ja, to so mi da rekla. Ne? Ja, to sva rekla, ja. Ej, koliko ima ta ti prav? Tole nam je pa čist zavezal jezik. Ja, evo, in zato mislim, da je najbolje, da besedo predava gospodu ravnatelju, ker njega gotovo že srbi jezik. Tako da, naš ravnatelj Roman Vogrinc. Dober dan in dobrodošli na gimnaziji Ledina v imenu vseh mojih kolegov, ki so tlele z mano. V imenu vseh preostalih ledincev, zlasti naših dijakov, katerih večino boste imeli potem v nadaljevanju možnost spoznati, in pa seveda v mojem lastnem imenu. Glede na to, da vas kar nekaj stoji, se bom potrudil, kot se učitelj lahko potrudi, in to ponavadi ne uspe, biti kratek. Ampak nekaj tistih nujnih informacij, ki pa je smiselno dobiti, bi pa rad dal. Kar se tiče naše vizije in vsega, kar je povezano s tem, sem dejansko lahko kratek, ker mislim, da smo v zadnjem prispevku ravno to v bistvu slišali. Poudarjamo iz preprostega razloga, ker samo na ta način lahko neka skupnost dobro deluje. Odnose v smislu, da se znamo slišati. Seveda, v vsaki šoli obstaja neka hierarhija v odnosih in tako dalje, ampak vsak pa mora znotraj tega lahko delovati in biti slišan na tist njemu primeren način. Drugo, šola bi bilo čudno, če ne bi izpostavila seveda krepiti, usvajati znanje in lahko zatrdim, da tle smo uspešni. Potem so še pa tiste stvari, ki so bolj ali manj vezane na ravnatelja. Primerno okolje, primerna tehnologija. No, mislim, da je relativno zadostno, da lahko prvi dve želji izpolnjujemo. Sicer smo, iskreno povedano, zares velika šola, ne samo po kvadraturi in po številu oddelkov, tudi po številu dijakov. Tega podatka ne boste zdaj videli, je pa letošnji v razredu vsakem oddelku imamo v povprečju 30,1 dijaka. Kar pomeni, da smo nadnormativno polni od prvega do praktično 4. letnika. In seveda glede na to številko je velika tudi številka zaposlenih, prek 70 nas je. Sicer pa normalen gimnazijski program kot na ostalih splošnih gimnazijah pomeni 4 leta in potem odprta pot na vse študije doma in v tujini.
Tole bi rad izpostavil samo kot informacijo. Vsi naši dijaki izpolnijo ob koncu maturitetni program, kar pomeni, da lahko se vključijo na katerikoli študij in še prej na katerikoli maturitetni predmet za maturo tiste, ki lahko izbirajo. Vendar v želji, da bi nekako le malo bolj zadostili interesom posameznika in da se lahko že malo prej začne malenkost bolj fokusirati na maturo pri tistem predmetu, ki si ga želi. Imamo mi dve izbirni skupini, ne smeri, ker smer je ena, to je gimnazija, ampak znotraj tega skupini, torej naravoslovno, matematično in družboslovno jezikovno, v prvem letniku ni nikakršne razlike. V drugem pa nastopi v tem kontekstu, da pri naravoslovnih predmetih, pri naravoslovni skupini je ura več na teden ali kaj takega naravoslovnih predmetov, pri oni pa jezikov oziroma družboslovnih predmetov. Ampak kot pravim, konec je isti, tako da tle razlike ni. Boste pa lahko na začetku potem se odločali v upisu. Kar se jezikov tiče, so že bili predstavljeni in pred nadaljujem nekaj moram povedati. Scenarij je zahteval, da Ira in Kolja trdita, da ima jeziki ne gredo. Ocene ima tega ne kažejo. Kar dobro ima gre. Sicer pa, ja, to so jeziki, ki jih na šoli dijaki se lahko učijo, vendar tle moram le nazorno povedati. 2 jezika, torej praviloma angleščino in še enega izmed predstavljenih, ne vse, seveda. To, kar se jezikov tiče, kar naprej, prosim. Kar se tega li tiče, vem, da je hecno, da piše na vpisu, ko ste še krepko v osnovni šoli, ampak predpis zahteva, da povemo uradno tudi ta del že zdajle, pa je v bistvu kar smiselno, da se ga pove. Na koncu lahko, in to ne velja samo za našo gimnazijo, ampak praktično za vse, ki smo dost velike, da si lahko kadrovsko to privoščimo. Izvajamo vse maturitetne predmete, ki jih izvajamo tudi v predmetniku. Tako da tle ni nekih omejitev. Sicer, ko omenjam predmetnik, bi rekel tako. Predstavljati gimnazijski predmetnik je absurdno, ker ga poznate, ker je v bistvu isti kot v osnovni šoli, saj če pogledaš predmete, ja, se dodajo potem v višjih letnikih psihologija, filozofija, sociologija, pa še kaj, ampak v bistvu je pa enak. Sedaj je pa ena bistvena razlika. Pri teh predmetih namreč govorimo o zahtevnosti. Nekaj je osnovnošolska zahtevnost, nekaj je gimnazijska zahtevnost. Je pa dejstvo tudi to, da v gimnazijo se praviloma vpisujete tisti iz osnovne šole, ki po učnem uspehu predstavljate vrh. In logično je, da je temu primerna potem v gimnazijah tudi zahtevnost, ki je pač prilagojena vam. Tole je naša posebnost, vezana na preteklost naše šole. Mi smo bili stoletje in pol pedagoška šola v takšni ali drugačni obliki in v 4. letniku neke vrste kot poklon, pa tudi, da kaj znajo, lahko dijaki izbirno izberejo še predmet pedagogika. Pouk se na tej šoli tradicionalno začenja ob 7:30 in glede na zadnjo anketo med dijaki se bo tudi vnaprej. Res pa je, da zato na tej šoli predur ne poznamo. Začne se ob 7:30, prej pa ne, ali pa kasneje, odvisno od urnika, in praviloma se končuje ob 2. Ne prav vsak dan, ampak 4 dni na teden pa zagotovo. Znotraj tega imamo seveda 2 daljša odmora, prvi je 35 minut za malico, na šoli deluje kuhinja, tako da se lahko na šoli je. Da bom pa verodostojen, letos smo za ponedeljek uvedli en poskus, da so urniki malo drugače, ampak bomo videli, če v drugo leto, zato zdaj ne bom v podrobnosti šel. Končuje se pa pouk enako kot v ostalih dneh, tako da neke realne razlike pa ni. To
če ste že bili na 2 informativnih na gimnazijah, ste videli bolj ali manj isto zgodbo. Seveda vse gimnazije imamo 2 konferenčni obdobji. Obvezno, tako kot v osnovni šoli, napovedano pisno ocenjevanje, ker smo pa nekako ugotovili, da je le smiselno in da so dijaki dovolj zreli, da si znajo, da si morajo organizirati na nek dober način svoj tedenski urnik. Imamo na šoli tudi napovedano ustno spraševanje. Ampak raje že zdaj povem, da ne bom potem, da je slišal, da sem zavajal na informativco. Napovedano spraševanje ima eno klauzulo. Funkcionira, dokler profesor ne ugotovi, da je kaj narobe. Torej, da ni uspeha, potem ima seveda vsak profesor pravico, da ga tudi začasno, za cel oddelek, za posameznika ali pa za tisto leto ukine. Ampak 1. septembra se na tej šoli pri vseh predmetih začne z napovedanim ustnim ocenjevanjem. Skemo povedano, ker te podatke dobim, praviloma ostane tako tudi do konca junija, da je napovedano spraševanje. Statusi, tisti, ki so predpisani in so seveda tudi pri nas, s tem, da nekako želimo res podpirati kulturo, dodajamo še, ni naziv status, ker ga ne moremo dati, ker pravilnik ne dopušča, so pa pravice kot v statusu, tudi za tiste dijake, ki niso zdaj ravno recimo na umetniški šoli kot sporednemu študiju, baletni, glasbeni ali kjerkoli že, ampak če so neke res aktivne vpetosti v glasbeno udejstvovanje, recimo zadnji letniki osnovne šole ali kaj podobne, glasbene seveda, dobijo lahko podobne ugodnosti. Če smo pa zelo pošteni, če imaš vse napovedano, zelo veliko pa več ne more biti v teh pogodbah. Prej sem omenil zahtevnost gimnazijskega programa. Ja, gimnazije smo, da je uporabil zelo preprost izraz, težke. Če smo pa pretežke, pa presodite sami. Tole so uradni rezultati naši lanskega leta. Če se štejete skupaj, prek 70% dijakov na tej šoli je bilo odličnih in prav dobrih. Rezultat na maturi je bil za 2 točki višji od državnega povprečja, uspešnost pa tle je pomladanski rok, jesenski bi morali pisati pa 100%, ker tisti, ki je še moral narediti, je naredil. Torej, mi nimamo tistih, ki bi ostali v 4. letniku. Tako da se da. Še enkrat pa pravim, z nekaj dela seveda. Ampak gre. In zdaj smo pri tisti točki vpis. Tu je najbolj pošteno, če bi rekel, pojma nimam. Iz več razlogov. Osnovni je, da seveda, kako bo z vpisom v prihodnem šolskem letu, je odvisno od vas. Koliko se vas bo vpisalo, s kakšnimi učnimi rezultati se boste vpisali, to ne vemo vnaprej. Vemo pa sledeče, da letos bo drugače, tako da v točkah vas sploh ne morem govoriti, ker ob ocenah zadnje triade bo še 40%, če bo omejitev vpisa seveda, predstavljali rezultati NPZ-ja in bo to zdaj neko novo razmerje in v tem kontekstu vam lahko rečem samo tako nasplošno. Ledina ima že kar nekaj let res enormni naval ob vpisu in glede na obisk včeraj in danes mislim, da bo identično. Tako da, če pride do omejitve vpisa, bo nekje bolj ali manj 5. Tisto, kar bo omogočalo vpis. Ne same 5, ampak bolj ali manj. Če ste v 9. razredu, nekaj časa je še. Če ste v 8., kaj je pa malo več. Ampak enkrat bo 9, tako da vam predlagam, da se potrudite. Pa ne samo za Ledino, če hočete iti na gimnazijo, to velja praktično za ljubljanske gimnazije v celoti. Zdaj,
Če boste gledali razpise, boste ugotovili nekaj, da mi uradno razpisujemo že leta 196 prostih mest, potem se pa na vsem lepem na ministrskih straneh za našo šolo, pa še za katero tudi, pojavi višja številka, namreč za nas konkretno 210. Dejstvo je, to bom le pojasnil, da vam bo jasno, vsakemu oddelku smo dolžni prihraniti 2 mesti za morebitne ponavljavce. Ker pa resnično nimamo ponavljavcev in ker imamo enormni interes za vpis, nam ministrstvo dovoli, da tekom vpisnega postopka 196 spremenimo v 210. In zato potem se številka poveča. Zadnji 2 leti je bilo ob dejansko rekordnih prvih prijavah, potem dovolj prepisov na druge gimnazije, da smo lahko naredili tudi brez omejitve vpisa, da smo vpisali vse, ki so ostali, z dodatkom, da je ministrstvo odobrilo nadnormativne oddelke, torej ne 30, ampak po 31 na oddelek. Več od tega pa dejansko prostorske kapacitete seveda ne dopuščajo. Tako da več na to temo seveda ne znam povedati, je odvisno od generacije, od tega, kdo se bo vpisal, bomo pa vas takrat sproti obveščali tudi po spletnih straneh. Zato bom tle zaključil s tistim, kar se mi zdi najpomembnejše glede vpisa in glede te odločitve, na katero šolo. Torej, če kaj v vseh teh letih, ko to spremljam, vem, da vam, ki se morate vpisati, tole ni luštno. V bistvu je zoprno. Ampak nihče še ni našel boljšega sistema. Odločiti se morate za nekaj, kar še dejansko nimate pojma. In vnaprej, ne da bi vedel, kakšen bo potem rezultat, ali bo omejitev ali ne, ampak tako pač je. Pa vseeno, tle mislim, da je najpomembnejše nekaj. Starši, to vam ne bo všeč, ampak bom povedal. To ne sme biti, kam se boste vpisali, odločitev vaših staršev. Mi smo svoje že zapravili, veste, če nam ni uspelo. To je njihova odločitev. Pa zlasti nekaj časih slišim tradicija družine. Že pradedek je bil, boš tudi ti. Super za pradedka. Ampak to mora biti vaša odločitev, ker to je vaše življenje. Res je pa tudi druga stvar, da to pomeni eno prvih že odraslih odločitev. Problem odraslosti, veste, je pa v tistem, da ko se nekaj odločiš, si odgovoren sam. V tem kontekstu odpade, ja, si mi ti rekla, ne, sorry, sam si se odločil. In ker je to tako težka odločitev, vam pa nekaj predlagam. Če kaj, smo pa ta stari fantastični v izkušnjah, kaj vse smo v življenju narobe naredili. Ker imamo prakso. In se nas plača ne, da vam ukazujemo, ampak da nas poslušate, da ne bi res čist vsake napake isto ponovili. Tako da, moj nasvet, odločite se sami, slišati starše je pa tudi smišljeno. Jaz vam želim najboljšo odločitev in hvala, da ste danes z nami. Nasvidenje. Ni še konc. Spoštovani gostje, profesori bodo sedaj zapustili telovadnico, da za vas pripravijo predstavitve po razredih. Ja, vas pa samo še za trenutek prosimo, da počakate na nadaljnja navodila. Tako, uvodna prireditev je pri koncu. Za konec naj se vam še enkrat zahvaliva za obisk in vam zaželiva prijeten zaključek osnovne šole. Naj se vam nabere točno toliko pik, kot jih boste potrebovali. Ja, ali pa še kakšna več. Samo še nekaj, izkoristite čas, ki ga imate z informatorji. Zdaj boste lahko šli ven in v skupincah boste šli k informatorjem v skupincah in jih res čim več sprašujte, ker oni vejo veliko o šoli in vam lahko šolo predstavlja na takšen način, kakršen ga dojemamo mi. Tako da ja, to je v bistvu vse. Čakali vas bodo v teh puloverjih, takole? Ja.
Ja, na vseh 4 izhodih iz telovadnice, 2 sta za nama, 2 pa za vami. Ja, in to je to. To je Tako da, to. Miren Adijo. zaključek leta. Čau, čau.